Nič, potem pa lepo pozdravljeni na tole okroglo mizo o reproduktivnih pravicah. Organiziramo jo v društvu Iskra v sodelovanju z študentsko organizacijo Fakultete za socialno delo. To izvajamo v okviru projekta za reproduktivne pravice, kjer v bistvu v glavnem poskušamo preko različnih objav, video vsebin, terenskih akcij in tudi takih dogodkov ozaveščati o stanju reproduktivnih pravic pri nas v Sloveniji, in to povezati z nekimi našimi rednimi vsebinami, ki so predvsem feminizem in feministični boj. Hkrati se pa tudi opiramo pač na stroko, na neke konkretne številke in na to, kako posameznice občutijo pomanjkanje reproduktivnih pravic. Danes na tej okrogli mizi imamo tri gostje. Prvo je z nami doktorica Muca Grebenc, specialistka ginekologije, ki dela na primarni ravni. Potem imamo Taro Neslakovič, dijakinjo Gimnazije Šentvid, ki bo nekako predstavljala stališča mladih pri tem. Potem pa imamo še članico našega društva Petro Bolto, moderiram pa jaz Svit. Tako da šli bomo nekako po 4 sklopih, ampak kot sem rekel, lahko se precej prekrivajo oziroma tematsko kot pač pride. Pogovarjali se bomo o reproduktivnih pravicah samih, torej kaj je ta pojem, kaj razumemo tukaj spodaj in kakšno je stanje na tem področju. Hkrati se bomo pogovarjali o ginekološki oskrbi, o položaju mladih in nenazadnje tudi o političnem boju, ki je povezan s tem in ki mu v našem društvu posvečamo posebno pozornost. Pa bi za začetek vprašal vas, koliko žensk v Sloveniji je trenutno brez osebnega ginekologa in kako se čuti ta problematika, kako to vpliva na vaše delo, nekako ori stanje, kako ga imamo na tem področju. Spravi, v Sloveniji imamo ginekološko oskrbo bolj urejenost, primarni, sekundarni, terciarni nivo. Za primarni nivo pomeni, da si vsaka dekle ali žena starejša od 13 let lahko izbere svojega osebnega ginekologa, do katerega ima potem za vse ginekološke težave ali pa pač vprašanja direkten dostop, tako kot do primarnega osebnega zdravnika. Po nekih današnjih ocenah je približno dobrih 200,000 žensk oziroma deklet nad 15 let brez ginekologa, brez opredelitve. Tukaj sem dala posebej nad 15 let, ker tam 13-letno dekle z nekimi pediatričnimi ginekološkimi težavami se preko pediatra lahko direktno napoti do otroškega ginekologa, ki pa je naš subspecialist na terciarnem nivoju. Tako da se pravi, trenutno po podatkih, ko sem pogledala, je približno 700,000 žensk opredeljenih. Če bi opredeljenih v 159 programov primarne mreže, če bi mi želeli narediti opredelitve tako v neki takem normativu do 4,000 pacientk na en program, bi rabili 175 programov. Tako da je že teh programov za teh 700,000 žensk v bistvu malo premalo. Programi so pa tako narejeni, da se pravi, imamo proste ginekologe, pa tiste, ki so že zasedeni. In meja je pa neko slovensko povprečje. Se pravi, več, ko se jih opredelitev, povprečje pač se dviguje in potem pomeni eno ambulanto vedno večjo obremenitev. Vedno večjo obremenitev pa tudi pomeni, da je pač toliko težja dostopnost takrat, ko ti rabiš, zaradi nekih težav, zaradi ali za zaščito ali zaradi nekih ginekoloških težav, čim prejšnji pregled pri ginekologu, se seveda ta čakalna doba potem toliko podaljša, ker imajo pač prednost neodložljivi pregledi, nosečnice, ki morajo imeti točno na mesec na termine pregleda. Tako da, če še upoštevamo to, da jih imamo približno dobrih 200,000 žensk brez ginekologa, bi po naši oceni, da bi vsaka, ki ima pravico do opredelitve pri ginekologu, prišla tudi v neko neprepolno ambulanto, bi potrebovali dodatnih 67 programov. Ob teh 159, ki jih imamo. Stanje se zelo počasi izboljšuje, tako da v zadnjih 7 letih smo napredovali za 10 programov, ampak na drugi strani se nam pa kaže tudi, bom rekla, kar dosti veliko breme upokojitev.
že danes je 46 ginekologov z pogoji za opredelitev, od teh 46 jih je 32 z primarnega nivoja. Če gledamo do leta 2032, je pa takih ginekologov, ki bodo dosegli starost 65 let, se pravi starost, ko je možno upokojiti 107 oziroma 61 z primarnega nivoja. Trenutno imamo pa 79 specializantov, ki bodo pa tudi v naslednjih nekih 5 do, če še upoštevamo mogoče kakšno nosečnost in porodništvo tekom same specializacije 5 do 8 letih končali, kar pomeni, da tudi tukaj sama bilanca ne gre bolj v minus kot v plus. Torej, če prav razumem, bi v bistvu rekli, da pač do največjega manjka prihaja na primarni ravni, a ne? Ali so V bistvu so kadrovske težave dejansko povsod, ne. Ampak na primarnem nivoju je pa ta težava, da mlado dekle, ki išče, ne, ker se mogoče še niti dobro ne znajde v tem sistemu in pokliče v prvi zdravstveni dom in jo odpikajo, da nimajo prostih mest, pokliče v drug zdravstveni dom, hitro obupa, kje sploh najdeti prosto mesto. Tako da tukaj potem vem, da ste sami povedali, mladi med sabo, mame rihtajo, mame prosijo za hčerke, prijateljice prosijo za prijateljice v ambulanti, prijatelji prosijo za prijateljice, ne, spravi, jaz imam sina najstnika, me je z veliko svojih prijateljic prosil, ne. Tako da v bistvu te variante, kako prideti, ne, kako se znajdeti do prostega mesta, je kar veliko iznajdljivosti potrebno, no. Seveda obstajajo, ne, na seznamu ambulante, ki morajo sprejemati, kjer piše, da so pod slovenskim povprečjem, ni pa nujno, da imajo prav veliko prostih mest, ker so lahko zelo zasedene z nosečimi pacientkami in te, bom rekla, zasedajo prosta mesta v čakalni knjigi in zato tudi, če ti pokličeš, ne, pa dobiš mesto v tej ambulanti, lahko čakaš pol leta, da prideš na prvi pregled, ker imajo seveda opredeljene pacientke, noseče pacientke, naložljive pacientke, seveda prednost, ne. In tukaj se, bom rekla, največ kaže ta problematika, sploh pri mladih, ki bi potrebovali na primer posvet pred spolnimi odnosi, se pravi za samozaščito, za kako sploh začeti z zdravo spolnostjo, mlade, ki se nosijo, ne, in iščejo pač rešitev zaradi neželjene nosečnosti, kam se obrniti, kako se obrniti. Tukaj se pa res kaže ta vedno težja dostopnost, no, na papirju se tako marsikaj prenesti, ampak v realnosti so pa dekleta lahko zelo v stiski. Torej pač prihaja do razkola med tem, kako je dejansko opredeljeno in kakšna je potem pač dostopnost za ginekoloških storitev. Ok, hvala. Pa ko ste glih komentirali mlade, bom vprašal tukaj na tej točki našo predstavnico mladih, v bistvu kako so mladi prvo informirani o reproduktivnih pravicah, kako odkje dobivamo te informacije in tudi mogoče kako pač kot mlada ženska čutiš ali dostopnost na tem področju, ali imajo kakšne tvoje prijateljice stisko s tem, ko pač prihaja do oskrbe, tako kakšne so izkušnje mladih tukaj? Ja, definitivno nismo zadosti informirani o tem. In čeprav obstaja neka spolna vzgoja, ki smo jo pač deležni v tako osnovni kot v srednji šoli na predavanjih ob tem sistematskem pregledu, ki je nujen, ni prav poudarka na reproduktivnih pravicah, je bolj na spolni vzgoji. To v bistvu pač prinese to nezadostno informiranost in na splošno premajhno znanje nas, kako bi se sploh obrnili k nekim možnostim, ki so nam podane, naprimer ginekološki pregled in to, in pač veliko sovrstnic zapade točno v ta problem, da pač niso zmožne sploh dobiti ginekologa takoj in jih veliko zaradi tega tudi obupa. Tudi, kot ste sami omenili, večina jih išče preko vez staršev, v bistvu sploh ne poznam veliko primerov, da bi same klicale, ker so bile preprosto odpikane po 3 številkah oziroma prevezane na topelik drugih številk, da so same obupale nad tem. Se mi pa zdi tudi velik problem, da sam govor o reproduktivnih pravicah ni vezan nekako na šolski kurikulum in na šolski sistem in se pač o tem sploh ne pogovarja. Ni nekega prostora za debato, ker v bistvu ta vprašanja
niso lahka vprašanja, naprimer vprašanje splava, pač šola se drži stran od tega, ker se hoče delati kot nek apolitičen prostor in to veže sploh ne pod reproduktivne pravice, ampak pod v bistvu jih politizira. In ja, zato pač ne dobimo nasploh dovolj informacij o tem. Torej, v bistvu tukaj pač ponovno prihaja do nekega manjka, ker večinoma je pač spolna vzgoja in te neke informacije, ki jih dobijo mladi v šolah, tukaj pač preko sistematskih pregledov, Ja, ne pa toliko v šolah. In ja, je neko pomanjkanje. Kaj pa mogoče pri neki preskrbi, recimo z menstrualnimi pripomočki za dekleta ali pa kaj takega, šole tukaj kdaj aktivno pripomorejo ali pa kaj, ker recimo nekaj fakultet tudi ima že preskrbljeno, tukaj na fakulteti na FSD-ju lahko v bistvu najdemo menstrualne pripomočke v WC-jih, pa me zanima, ali veš, če je to praksa v srednjih šolah, misliš, da bi bilo to potrebno ali kako? Ja, zdaj lahko povem za svoj dotičen primer. Na naši gimnaziji tega nimamo in to ni omogočeno. V 4 letih svojega programa sem enkrat videla vrečko z vložki na stranišču in sicer za dan žena kot darilo novim ženskam. Tako da ne morem potrditi tega. In vem pa, da so po nekih srednjih šolah, da pač ni tako, da bi bilo to čisto totalno izključeno, na naši pač tega žal ni. In to je veliko pomanjkanje. Bi bilo kar nujno zrihtati to. Ja. Ok, hvala. Potem pa v bistvu bi vprašal še Petro, kako pa, zdaj pogovarjali smo se o dostopnosti, a ne, in o tem, kako pač prihaja do razkola, tako med informacijami kot med prakso, in pač dostopnost na primarni ravni in vzgoja mladih in tako. Ampak tukaj mi vidimo kot ključne elemente socialni in ekonomski položaj ženske, ker to je pač zelo povezano s tem, kako ženska lahko dostopa do ginekologa. Pa me zanima v bistvu, kaj je ta povezava, kako pride do razkola nekaj na podlagi tega, kakšna je razredna pripadnost. Ja, mislim, na ful velik nekih mehkih področjih ali pa na ful velik ravneh lahko govorimo o tem, kako naš ekonomski položaj vpliva v bistvu na naš dostop do tega, kar imenujemo reproduktivne pravice. Reproduktivne pravice je tukaj kot nek širši pojem, ki pomeni, da imamo svobodno možnost odločanja o naših telesih, o naši reprodukciji, torej tem, ali bomo imeli otroke ali ne, ampak vključuje več kot ne samo pravico do splava, ker lahko pomeni tudi, da imamo dostop do kontracepcije, dostop do ginekološke oskrbe, dostop do znanja, podpore, vse te stvari. No. In največja v bistvu sistemska težava, s katero se soočamo, je, da imamo na papirju te pravice zagotovljene, pač naprimer imamo uzakonjeno pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, ki vključuje potem vse to, kar sem že naštela, tudi naprimer pomoč pri zanositvi, ne, je v bistvu velik del tega. Ampak če nimamo dovolj ginekologin in ginekologov na voljo, ki bi lahko izvajali to oskrbo, potem do nje ne moremo priti in lažje potem pridemo do nje, če smo malo bolje ekonomsko ali pa socialno situirani, ker potem, recimo, kakor je bilo pač povedano, ne, ta vidik tega, da poznaš nekoga, ki je zdravnik, lahko olajša v bistvu pot čez zdravstveni sistem, ali pa po drugi strani, če imamo finance za to, se lahko odločimo za neke zasebne ponudnike, kjer specifično za ginekologijo jaz ne vem zares, koliko je procentualno, naprimer, koncesij ali pa zares polnih zasebnikov, ampak kar je malo anekdotično, ampak naprimer v Ljubljani je tudi praksa, da se odločamo za v bistvu ginekologinje primarne, te kot opredeljene, ampak se odločimo na
UKC-ju v okviru ginekološke klinike, kjer sicer izvajajo terciarno oskrbo, ampak imajo pa to profitno dejavnost v bistvu izvajanja primarne oskrbe, kar je pač fajn, dobiš dobro oskrbo, ampak moraš si plačati za to, ne? Potem si moraš vsak obisk pri ginekologinji plačati, kar lahko pomeni velik strošek v bistvu ravno v teh letih, ko naj bi bile te kontrole zelo redne. Tako da mislim, da je to tista stvar, ki trenutno tako naredi največjo razliko v tem, kdo lahko pride do oskrbe, kdo ne. Potem imamo, pa so pa ta vprašanja mogoče še teh nekih rednih izdatkov, kot so na primer kontracepcije, kjer kontracepcije na recept in te hormonske so lahko pač krite z zavarovanjem. Ne vse, mislim, da te maternični vložki niso, a ne, no, torej ta bolj dolgotrajna oblika potem spet ni krita, ali pa kondomi niso kriti, a je, ok, sorry. Nekaj časa ni bilo. Je, no, to je dobra informacija. Je, ali pa ne vem, kondomi niso, ali pa potrebujemo, ne vem, te menstrualne pripomočke, pa to potem spet ni zagotovljeno brezplačno in ostaje neko tem, čemu lahko rečemo menstrualna revščina, ne. Torej, da je to nek znesek, ki bi moral biti vštet v bistvu v naše osnovne preživetvene stroške, pa mogoče še ni na ta način. Je pa, mogoče je to, kar bi jaz povedala, ampak imam pa v bistvu vprašanje, ker imamo pač gospod ginekologinjo z nami, da, ker ste rekli, da se te programi zelo počasi v bistvu, da se dopolnjujejo z pač novimi zdravniki. Kaj pa so neke ovire za to, da se to ne zgodi? Verjetno so primarno finančne ovire, se pravi, program je treba plačati je treba, tudi če program ni čisto poln, ga pač zavarovalnice morajo v nekem pavšalu plačevati in se pravi prostore in opremo in zdravnika in pač medicinsko sestro oziroma babico, tako da to mislim, da je na državnem nivoju prva ovira. Druga ovira je pa, mi smo že tudi spraševali, meni je to, da je povpraševanje po specializaciji z ginekologije zaenkrat večinoma še nadštevilčna, kot je razpisanih mest, da bi lahko pač nekaj dodatnih mest ob vsakem razpisu še dodatno zraven dobili. Res ostanejo prazna mesta, rečemo za točno določeno specializacijo za nek ruralni zdravstven dom, kjer pač ni nekega zanimanja, ampak nacionalni razpisi so vedno nadštevilčni, ko se tiče prijav glede na razpisanih mest. Je pa pač spet ozko grlo, koliko specializantov smo zmožni v našem kurikulumu, ko ga imamo spraviti čez, koliko imamo mentorjev, koliko imamo kadrovskih sposobnosti, ker spet, če imamo preveč specializantov, se gre en drugno v napoto in jih težko izučiš tako, kot je treba. Nekaj več bi se jih pa sigurno dal narediti, če bi bil interes na vseh nivojih, ker bi bil potreben, no. Mogoče, da se za nazaj nanašam, ne, se pravi, Slovenija je res država, kjer imamo vse, kar se tiče hormonske kontracepcije, pokrito iz osnovnega zavarovanja. In to je ta naša reproduktivna pravica, ki je in na papirju in ki jo dobimo, ampak moraš imeti izbranega ginekologa, da ti to napiše. Če ga nimaš, do tega ne prideš. Imamo, prej ste si vprašala, koliko je popolnih zasebnikov, 14 imamo popolnih zasebnikov, večinoma so v osrednji Sloveniji, pa 36 koncesionarjev. Koncesija pomeni, da je del javnega zdravstva, javne mreže. Popolni zasebnik je pa izven javne mreže in popolni zasebnik tudi ne more za enega recepta napisati. Spravi, on ti lahko napiše na georecept, na samoplačniški recept kontracepcijo, koncesionar ti jo pa lahko na tako kot pač zdravnik v zdravstvenem domu. Tako da koncesionarji so del javnega zdravstva, imajo pa, bom rekla, v velikih in v zdravstvenih domovih in koncesionarji ob svojem rednem programu pač možnost tudi samoplačniških pregledov, ne. In zdaj, če nekdo, ki bi želel k meni priti na pregled,
ne more biti pa k meni opredeljen, ker ima pač zasedeno ambulanto, lahko pride k meni na samoplačniški pregled. Ampak to je pa to, ko smo prej se pogovarjali. Ne moč biti pač finančno, moš biti zmožen to narediti. Mladim dekletom je to sigurno težko, če jim starši ne pomagajo. Potem v vseh sekundarnih in terciarnih centrih, se pravi v bolnicah, dejansko vsi ginekologi, ki delajo na tem višjem nivoju, imajo en del tudi primarne prakse. Se pravi, en del te ambulante, ki je namenjena, da si kot izbrani ginekolog. V Ljubljani pa je res ta posebnost, da je ta primarni nivo samo kot neka dodatna tržna dejavnost, ker jo delajo izven svojega rednega časa, obveznega rednega časa. Iz tega razloga se ne plača v celoti, ampak doplača pregled. Je pa pač to finančno doplačilo. In tukaj smo tudi mi večkrat že opozarjali na pač ta diskrepanca, na to črno piko, ampak po drugi strani pa imaš vsaj možnost, približno, mislim, da ima porodnišnica približno 20 tisoč žensk pokritih. Tako da je to za Ljubljano, če brez tega ostanemo, tudi en velik manko. Če bi se oni odpovedali temu delu svoje službe še. Pa kontracepcija, to, kar smo prej rekli, vse, kar je hormonske kontracepcije, je v breme zavarovalnice in tudi ta dolgotrajna kontracepcija, to so maternični obročki z hormoni, ki so za 5 oziroma 6 let, so pokriti s strani zavarovalnice. Imeli smo pred veliko let nazaj, 15 let nazaj, pa 20 let nazaj, ko je ta prvi obroček prišel na slovenski trg, kaj je bilo potrebno kupiti in plačati. Potem smo imeli pa v vmesnem obdobju na kontracepcijo ne tabletke, ki so bile narekovaj nadstandard, ker so bile z manj stranskimi učinki in pač dražje, kar se tiče se pravi cene, jih je bilo pa potrebno tudi na biorecept pisati in da si jih je mogla takrat, če so ženske samo te tabletke odgovarjale, si jih je pač mogla takrat sama kupiti. Zdaj je tudi to pokrito, tako da tukaj smo tudi kar nekaj dosegli, tudi ginekologi, ki smo se borili, da to ostane kot ženska pravica dostopna vsem. Jaz imam tukaj samo še eno vprašanje. Prej ste omenili, da se v bistvu v javnih ambulantah tudi nekaj žensk oziroma kar nekaj odloči potem za samoplačniški pregled, če prav razumem. Ja, v bistvu, a je to ali pri vas v ambulanti ali pri drugih ambulantah tako zelo pogosta praksa in kaj je glavni razlog? Kaj je samo to, da pač hitreje prideš na vrsto, če je nujno? Bom rekla, mi imamo omejeno, kaj zavarovalnica krije. Ne krije pa vsega, kar bi si mogoče ženska želela. Se pravi, nam zavarovalnica krije redne brise vsake 3 leta, marsikatera si pa, ali pa nekatere, ki so lahko bolj izpostavljene večjim tveganjem za okužbe s papilomavirusi, si pa želijo ta bris vsako leto narediti. In v teh primerih je to samoplačniški bris. Potem si marsikatera želi pač preventivni ultrazvok narediti, ki redno v nekem preventivnem pregledu ni krit, če ni nekih indikacij za ultrazvok, ali pa tekom nosečnosti bi želeli več ultrazvokov in če niso kriti kot indikacija za ultrazvok, se pravi, jih zavarovalnica lahko odobri, potem so pač kot samoplačniški. In to so razlogi, zakaj pridejo v samoplačniške. Torej v bistvu te posamezne storitve, ki so iz zavarovalnice krite samo v določenem času, v določeni meri, so pa včasih bolj nujne. Največkrat to pridejo moje opredeljene pacientke, potem pa seveda tudi druge, ki iščejo poti do, bom rekla, pregleda, do prvega pregleda, do pregleda zaradi nekih težav, ki jih imajo, znajo potekati tako kot samoplačniško ambulanto pri zdravstvu. Ali pa pri kakšnem koncesionarju. Ok, super, hvala. Ja, to bi bilo glede ginekološke oskrbe zaenkrat to. Mogoče se bomo potem vrnili še malo na to temo nazaj. Zdaj bi pa v bistvu imel še eno vprašanje za Petro. Bi pa bolj v bistvu vprašal,
kakšno vlogo ima boj za reproduktivne pravice v nekem širšem političnem boju. Torej, ta feminizem, s katerim se mi ukvarjamo in nam je zelo pomemben, ne velik del tega je pač tudi to zagotavljanje reproduktivnih pravic. Ja, kako recimo mi to dojemamo in zakaj se nam zdi potrebno tukaj organiziranje? Ja, mislim, da reproduktivne pravice so eno izmed bolj glavnih področij, mislim, ja, eno izmed zelo teh glavnih področji socialističnega feminizma, torej feminizma, ki ni usmerjen samo v neke zelo osnovne politične pravice žensk, ampak neko vse splošno kvalitetno življenje žensk, državljank in tudi vseh osebno, v bistvu pač oseb vseh spolov, zato da imajo zagotovljene neke dobre materialne pogoje za življenje. In nekako mislim, da lahko upravljajo potem reproduktivne pravice dve vlogi. Eno je, da so v bistvu nujen del tega, da sploh lahko dosežemo enakost spolov. Ker če se ne moramo zares svobodno odločati o rojstvu otrok, oziroma ja, če za naše zelo osnovno zdravje ni poskrbljeno, potem ne moremo nekako polno nastopati v družbi, in potem smo v bistvu bi bile potem v bistvu strukturno postavljene v položaj, kjer smo takoj podrejene v primerjavi s moškimi, ki recimo te specifične težave z rojevanjem nimajo. In mislim, da pač poznamo primere družb v bistvu ali zgodovine ali pa v sodobnosti, kjer za reproduktivne pravice ni tako dobro zagotovljeno ali pa ja, njihova dostopnost ni tako dobra in to zelo vpliva na položaj žensk v družbi. V bistvu ne samo na to, ja, na nek zelo splošen način v bistvu, ker jih v resnici zelo strukturno postavljajo v pozicijo, ko imajo manj moči kot kdo drug. Zelo hitro ja, pridemo do tega, da se pol mogoče pripisuje neka taka tradicionalna vloga ženski kot matera, kot nekdo, ki mora skrbeti za vzgojo otrok. Medtem ko ja, vse te pravice, ki sem jih že prej naštela, plus naprimer dobro kvalitetni javni vrtci, šolstvo, vsa infrastruktura, ki pride s tem, dobre delavske pravice, lahko pomenijo neko zelo veliko večjo svobodo, tudi če se odločimo za to, da imamo otroke in imamo družine, ker lahko še vedno ja, in služimo ali skrbimo za te svoje družine, ali pa pač tudi ne in je to v redu opcija. Drug vidik reproduktivnih pravic je pa ta telesna avtonomija, se mi zdi, se gre nekako z roko v roki, ampak je res pomembno, no, da imamo možnost same odločati za svoja telesa, za svoje življenja. Mislim, da se to potem nekako posredno lahko povezuje tudi s nekim splošnim občutkom varnosti in večjo avtonomijo v vseh socialnih stikih, torej tudi varnost pred nasiljem, varna spolnost bi jaz rekla, da lahko v bistvu pride zraven, je tako neko potem logično nadaljevanje tega, da če se borimo za te reproduktivne pravice, to vključuje zares zelo veliko stvari naenkrat. Tako da mi je bilo zanimivo, ko si ti, Tara, govorila o tem, da je naprimer pravica do splava nekaj, kar je zelo politizirano, tudi v šolskem prostoru. Pač, mislim, to je tudi moja izkušnja bila, no, da ni nekaj, o čemer se zares sme govoriti, pa ne sme biti zares predstavljeno kot nekaj pozitivnega, ampak to pa in ja, je ta neka krinka apolitičnosti šolskega sistema, ampak v praksi, naprimer, je to za nas pomenilo, da če se je pa, ne vem, nek učitelj, profesor ali pa profesorica
pač odločil podati svoje mnenje o splavu, ki je bilo lahko tudi negativno, v bistvu nimaš nobenega vzvoda, da bi to zares naslovile, a ne. Mislim, to pa pač ni bilo preganjeno, zaradi tega, ker se ni zgodilo, ne vem, na sociologiji, ampak na uri kemije, a ne. Ampak je pač bilo nekaj, kar je bilo samo izrečeno in potem ostane v zraku in v bistvu ja, ker ni nekaj, kar bi šolski sistem kot tak, vsaj to je moje razumevanje, no, tako smel zelo javno, jasno zagovarjati, v bistvu zdaj pustimo prostor, da eni ljudje pa seveda to izkoristijo, da tudi podajo svoje mnenje proti temu, no. Ja, preprosto ni prostora za diskurs. Ja, Tak, ja. niti ne sam tako, ne sam diskurs, ko to je tema, o kateri moramo govoriti, ampak da bi v bistvu zares že začeli z, ne vem, zgodovino pridobivanja teh pravic, informirano, ja, ne vem, večja informiranost o našem zdravju, a ne, ne da je, ja, spolnost v bistvu nekaj, kar je tako del parih predmetov, pa vedno na ta zelo biološki način, potem, ko pride do tega, ok, kako pa to v praksi si zagotavljati, ja, kaj, ne vem, kako vstopiti v zdravstveni sistem, to pa pač ni del tega obveznega izobraževanja. Videl nek moj komentar, no. Jaz bi se tukaj navezal na te še, pa se mi zdi, da gre torej z roko v roki s tem vidikom, da v bistvu za zagotavljanje reproduktivnih pravic in zdravja in za neko uveljavitev pač morajo biti zrihtani temeljni materialni pogoji, kar vključuje pač dobro oskrbo, dober javni zdravstveni sistem, delavske pravice, enakopravne odnose med spoloma in vse to. In ja, pač samo tako se lahko nekako resno uveljavljajo in to je res v šolskem sistemu, ker je to reducirano samo na neke posamezne module ali pa res na zelo specifične vsebine z zelo mogoče specifičnimi bolj biološkimi vidiki, ki pa pač ne vključujejo nekih družbenih odnosov, ki stojijo za tem, ki ne vključujejo pač nekih drugih dinamik, ki pač vse vplivajo na položaj ženske in na to pač potem to ostane bolj samo kot črka na papirju mogoče, ne. Pa bi tukaj še Taro vprašal, sva že govorila o tem, kako se pač v šolskem sistemu kaže to, a ne, na kakšen način se to govori. Ampak me pa mogoče še malo bolj zanima, ali imaš ti kakšne take izkušnje, ne vem, da se je kdaj razvila kakšna debata o tem ali pa da se v šoli ali med dijaki ali pa med profesorji tukaj kažejo zelo nasprotujoče mnenja in pač potem v katero smer bolj previsi, kako se razrešijo taki konflikti, če sploh prihaja do njih. No, dejansko, zdaj mi na pamet ne pade nič takega. Mogoče, da zdaj, naprimer, ko je bilo, sicer to se ne veže na splav, ampak ko je bilo to vprašanje eutanazije, smo mogoče o tem odprli debato in sicer, da pač spet to ni politično vprašanje, ampak je neko etnično, bivansko vprašanje in da pač je čist narobe vse na to gledano. In samo kot opozorilo je bilo podano, da pač ne verjamemo vsakem medijskem v bistvu nazoru tega, ampak da pač naj se med sabo pogovarjamo in naj si sami ustvarjamo svoja mnenja, tako da to je podprto, ampak ni pa tako, da bi dejansko imeli v učnem načrtu karkoli podobnega. Ok, hvala. Potem pa imam še eno vprašanje za vas tukaj. Zdaj mi smo govorili o teh reproduktivnih pravicah in dostopu v nekem bolj širšem družbenem smislu in kaj vse moramo pač zagotavljati in v katero smer se moramo boriti, da pač res pride do nekega bolj enakopravnega položaja. Kako bi pa vi v bistvu nekako definirali ali pa komentirali pojem reproduktivne pravice iz vidika stroke oziroma kakšno vlogo ima tukaj ginekologija? Ja, v tem ožjem smislu. V medicinskem pogledu je pa tako, se pravi, te reproduktivne pravice dejansko spadajo pod okrilje ginekologije. Tukaj velja, da pač ima ženska možnost sama odločati, kdaj bo imela otroke, koliko otrok bo imela, kdaj bo za njo pravi čas, nas nihče ne sme v to prisiliti. Pri tem mi moramo omogočiti
se pravi pravico do zaščite, do kontracepcije ali do sterilizacije oziroma pri partnerju do vazektomije, ki ne smemo tudi na moške pozabiti. Potem se pravi, ko se par spogleduje z zanositvijo, da ima ženska oziroma par možnost posveta pred zanositvijo pri ginekologu, vodenje nosečnosti. In tukaj lahko rečem, da smo v Sloveniji, kar se tiče izidov nosečnosti, med najboljšimi na svetu, ker imamo zelo dobro pokrito perinatalno varstvo in tudi, se pravi, vodenje po samem porodu. Porodi pri nas so v porodnišnicah zelo varni in tudi poporodni zapleti jih znamo zelo dobro, bom rekla, razrešiti. Potem, kar smo že velikokrat prej omenjali, se pravi, možnost prekinitve nosečnosti, kadar je tak nezaželjena, je na željo same žene, ki zanosi do 10. tedna. Kasneje mora biti z nekim konkretnim razlogom po odobritvi komisije. To se mi zdi kljub vsemu prav, da se ne odloča za prekinitev nosečnosti prepozno, ker so pač te prekinitve nosečnosti tudi bolj zahtevne prekinitve. Ne? Da 10 tednov se ne ti pa na tako obdobje, ko veš, a si zanosil z namenom ali te je pač ta nosečnost presenetila, pa si v tistem trenutku ne moreš predstavljati. Tudi nobene žene, ki gre na prekinitev nosečnosti, ne smemo kakorkoli obtoževati oziroma ji dajati občutek krivde, da naredi ta poseg, ki je za vsako, verjamem, da zelo težko osebno odločitev. Potem pri tistih, ki imajo težave z zanositvijo oziroma ne morejo zanositi, da jim pomagamo pri sami zanositvi. Tukaj je Slovenija malo bolj konzervativna kot ostale države, mi dovolimo samo parom, da zanosijo z našo pomočjo. A je to prav ali ne, se pravi, je tudi stvar nekih pogovorov, ne? Ampak pač pri nas to pravico imajo samo pari. In pa seveda se pravi to, da je tudi ženska oziroma par, kadar govorimo o sami, rekla, nosečnosti oziroma postopkih umetnih oploditev, da sta informirani, tako kot pač morajo biti informirani, da lahko sami tudi so odločajo pri zdravljenju. To ne pomeni, da se sam odločiš, tako se bom zdravil, ampak da razumeš, zakaj so neki postopki potrebni, kje so prednosti, zakaj so neki postopki odsvetovani pri posameznici, pri drugemu pa ne. Se pravi, da razumeš vsa proces zdravljenja, razumeš tudi neke zaplete, ki se lahko v takem zdravljenju zgodijo. To je pa informiranost. In tukaj pa se mi zdi, da največkrat padamo, vsi v stroki, ker imamo tega časa za ta pogovor premalo. Ravno zaradi preobremenitve. Tako. Tako da to se lažje, ne vem, na kavi pogovarjaš s kolegico, bom rekla, prijateljico, ki jo poznaš, pa te sprašuje take stvari, ali pa na takih okroglih mizah. Ambulanti pa velikokrat zmanjka časa za take informiranosti. Tako da je zelo fino, da je čim več takih dogodkov, kot tudi, bom rekla, informirajo pacientke, da tudi pridejo mogoče v ambulanto z bolj usmerjenim vprašanjem. Jaz bi se mogoče ravno na ta del navezala najprej. Bi sam rekla, jaz sem mislila, da je lani prišlo do te odločitve od Ustavnega sodišča, da je treba zagotavljati to pomoč pri zanositvi tudi samskim ženskam. Ja, nekaj je bilo. Sam ne vem pa, če je že zares implementirano. Ne upam si trditi. Ja. Ker ne delam na tem področju, si ne upam trditi, ampak je pa se v to smer odvijalo. Ja, ampak ne pa samskim moškim. Ker ravno to sem v bistvu hotela vprašati, ker meni se zdi, da mogoče ta razlog, zakaj se recimo tudi tako mlajše ženske, ne vem, moje vrstnice, ne pridemo do ginekologa. En ful pomemben vidik je ta dostopnost, ampak drug pa mislim, da je vsaj tudi nek sram in stigma in tako nasplošno nek
ja, tudi je mogoče težko v bistvu stopiti do te vrste zdravniške oskrbe ali pa govoriti o stvarih, ki so naprimer povezane s spolnostjo. Mislim, da je to v veliki meri pač stvar celega sistema in družbe, v kateri živimo, ampak pa se mi pa zdi, da pa tudi recimo iz nekih pričevanj, no, pa da niso te pregledi pri ginekologu najbolj podporni, pri tem, pač ne naslavljajo zares potem neke stiske, ki pride, tako so zelo medicinski v tem smislu, da pač se res samo, če imaš težavo, to je rešitev, ali pa vse je normalno, adijo, tako ni zares tega prostora, no. In pol naprimer se tudi težko predstavljam za, ne vem, osebe, ki bi imele, ne vem, še posebej veliko stisko, da se odločijo za, naprimer, ginekološke preglede, ker, ne vem, še posebej pričakujejo negativno izkušnjo, naprimer, če so doživele, ne vem, travme, spolno nasilje, ali pa če gre za ne vem, spolno nekonformne osebe, ki bi imeli mogoče več stiske ob takih pregledih. Kako v bistvu to preseči? Tukaj je v bistvu zelo pomemben glih ta vidik primarnega ginekologa, kjer se vzpostavi nek stik in nek kontakt s pacientom. Tudi pri meni, ne vem, je bila pacientka prvič prišla, drugič prišla, ni bilo možnosti narediti pregleda, ker je bil takšen krč, takšen strah. Smo se sam na stol usedle, pa se je stola dol usedla, pa je šla domov, pa naslednjič prišla, pa se je slekla, pa se je na stol usedla, pa je odšla domov, preden smo prišli do pregleda. Tukaj res rabiš imeti malo občutka, tudi tam, kjer vidiš, da so stiske, si vzeti več časa, s časom smo pa omejeni. Tako da si ga lahko malo več vzameš, ne moreš si ga pa neomejeno vzeti. In potem narediš pač en takšen plan, ok, danes bova do tok naredila, naslednjič gremo od tukaj naprej. Tudi, bom rekla, prvi pregled pri ginekologu je prav, da je informiran. Da je pred prvim pregledom tudi jaz kot ginekologinja dekletu razložim, kaj bi naredila, kako bo potekal pregled. Ostalo pa je, od tistih starih časov, so bili tudi ti naši inštrumenti, ti naši klunčki, veliko preveliki, kot so danes, in je to ostalo v tisti ginekološki pregled, je pa boleč, je pa zoprn, to je pa nekaj, ki prav ne greš preorati, se še danes ne greš preorati, ampak ne sme biti boleč. In če mi komuniciramo, če se pogovarjamo, če ti sošolka reče, sem bila, pa ves sploh ni bilo hudo, mi je vse razložila, sploh ni takšen bav, kot mi je mami razlagala, potem v bistvu tudi ta pristop pride k ginekologu veliko lažje. Veliko pa je teh nekih mitov, ki delajo pri marsikomu potem travmo. Za pregled, za posvet o kontracepciji se danes ne rabi ginekološkega pregleda. Ginekološki pregled delamo takrat, ko so neke težave, da rabimo videti v notranjost ženske, pa ko dela začnemo z brisi. Brisi so pa del preventivnega programa in takrat moramo pač tudi ginekološki pregled narediti. Ampak če je prej skomuniciran, če je zinformirana, dakle ginekološki pregled res ni boleč in ni problematičen. Obstajajo pa travme pri tistih, ki so bile zelo rabljene, ki imajo težave z dotikanjem, tam greš pa zelo počasi. Super, hvala. Zdaj se nekako že bližamo koncu v bistvu in mislim, da smo samo ta pojem reproduktivnih pravic in vse, kar je povezano s tem, precej izčrpali še. Jaz bi se vrnil samo nazaj še za eno vprašanje k temu aspektu v bistvu boja za reproduktivne pravice in bi mogoče vaju prosil za nekako mnenje ali pa komentar o porastu nekih bolj klerikalnih gibanj, ki pač aktivno poskušajo omejiti dostop ravno do teh pravic in poskušajo posegati v telesno avtonomijo žensk. To se recimo predvsem kaže z vse bolj pogostimi pohodi za življenje v vseh evropskih državah, tudi pri nas. Kako se lahko organiziramo v bistvu proti temu, kaj je tukaj smiselno narediti? Če začnem, jaz mislim, da je ključno to informiranje, zaradi tega, ker lihta manjka informacij, v bistvu vzbudi pri mladih
da sledijo nekim trendom, ki so mogoče zdaj v porastu na raznih medijih. Naprimer, nazaj vračanje k nekim patriarhalnim vrednotam, seksističnim in tako dalje. In v bistvu ta antifeminizem vidijo kot odrešitev, zaradi tega, ker sami niso več sigurni sploh v takšnem morju informacij, kaj je sploh pravilno in v bistvu, ker niso sami informirani, tudi ne znajo pol pronicljivo najti pravilnih odgovorov. Tako da se mi zdi, da je spet tukaj ta problematika v tej manjki informacij. Ja, pohodi za življenje in napad na pravico do splava ali pa na vse reproduktivne pravice so definitivno del nekega širšega reakcionarnega gibanja, konzervativnega gibanja, ki bi v bistvu rado imelo čim večji nadzor nad reprodukcijo, kar v državah kot je Slovenija pomeni omejevanje te pravice do splava in spodbujanje rojstva otrok in neko zelo nacionalistično sklicevanje na klene slovenske družine ali kako. Ampak v nekih drugih delih sveta pa lahko ta nadzor nad reprodukcijo tudi pomeni, da se v bistvu števila rojstev ne nadzoruje. Ne? Samo da ta vidik teh gibanj nam je manj poznan. Ta tukaj je pa pač zelo glasen lahko, čeprav je malo vprašanje, no, koliko podpore ima zares med ljudmi, ker mislim, da je neko pač zelo splošno sprejeto, da v Sloveniji je visoka podpora v bistvu pravici do splava in pravici do ginekološke oskrbe na splošno, tako da se rabimo sam nekako zelo jasno postaviti proti temu, pa v bistvu za vse to, o čemer smo danes govorili, ne, da ne gre se samo za splav, da je to nek pač pomemben postopek, ki nam je na voljo, ampak da gre za vse ostalo, ne gre za preventivo, gre za izobraževanje, gre za javno zdravstvo in gre za vrtce, gre za infrastrukturo in vse, kar spada zraven. En tak primer organiziranega boja proti tem pohodom za življenje bo v bistvu že ta teden, ker kakor že 2-3 leta ali pa v Ljubljani pa že dlje časa, ampak bodo tudi v Kopru 17. maja, torej podporniki tega pohoda za življenje organizirali nek shod, neko prireditev in ob tem bo v bistvu bodo neko progresivnejša družbena gibanja iz Kopra, med njimi socialistarski bralni krožek, bodo organizirali shod, protest, nek dogodek, da opozorijo na to, da to ni nekaj, česar si mi pač želimo v svojem mestu. V resnici to ni nekaj, kar je prepričanje Koprčanov in Koprčank, je nekaj, kar je bilo uvoženo k njim in bodo pač se zbrali in zbrali, da javno pokažejo v bistvu zagovor za reproduktivne pravice. In jeseni pa pričakujemo, da se bodo te podobni pohodi za življenje odvili tudi v Mariboru in Ljubljani, bomo v bistvu spet se organizirali nekako proti temu. Je pa sem pa hodila omeniti še en vidik, ki je malo bolj tako, malo manj mogoče, ne dogaja se na ulici, ampak je pa naprimer ta primer z ugovorom vesti za farmacevte ob izdaji kontracepcije. Se mi zdi, da je tudi en primer tega, kjer nekaj, kar smo mislili, da je tako zelo samoumevno, torej pač, da farmacevti morajo opravljati to dolžnost, da izdajajo zdravila, se je potem pač pojavil nekdo, ki je hotel, ki tega ni hotel narediti s sklicevanjem na ugovor vesti, kar je nekaj, kar
v Sloveniji zaenkrat še ne vpliva bistveno na kvaliteto ginekološke oskrbe, ampak na primeru Hrvaške in Italije, ko vidimo, da je pa pač, če pa to pač preide vse meje, pa to v bistvu pomeni, da pač splav ni več dostopen za ljudi. Tukaj naprimer je, ne vem kaj, farmacevtska zbornica v bistvu tako zelo stopila v bran temu, ne, da pač bi morali farmacevti imeti to pravico do ugovora vesti, ker mislim, vi ste pa v resnici neko pač strokovno telo, profesionalni organ, ki tukaj zdaj zagovarjate nekaj, kar je v neskladju tudi z ustavo, ampak tudi temu, kar bi so pač si mi želeli, da nam je zagotovljeno, ne, tako da tudi take stvari mislim, da so nekaj, na kar moramo biti pozorni, pa to, kar sem govorila, ne, to, da se naprimer pravica do te pomoči pri zanositvi uveljavi tudi za lezbične pare ali pa za samske ženske, pomeni razširitev teh pravic, ampak seveda pa takoj pride do nasprotovanja strani pač bolj konzervativnega dela družbe, ker bi želeli v bistvu nadzorovati, katere so tiste ženske, ki se lahko odločijo, da imajo otroke. Super, hvala. Bi vi imeli še kakšen komentar na to tukaj? Ja, ugovor vesti mogoče, no. Tudi med ginekologi ne obstajajo ugovori vesti do dela prekinitev nosečnosti in tudi do izdajanja oziroma predpisovanja kontracepcije. Pri nas v Sloveniji res delati številke, ne vem, ampak ni bila prav velika, tam okrog 10-15 se je vrtela, ne. In se ta številka predvsem pri ugovoru do izvajanja umetnih prekinitev zna višati, ampak se da delo vedno tako organizirati, da so te prekinitve potem normalno dostopne do vseh. V ambulanti pa če se pravi zdravnik poda ugovor vesti, potem morajo biti vse njegove pacientke s tem ugovorom seznanjene in se z ugovorom morajo strinjati. Ne? Se pravi, če primarni ginekolog reče, se nam pa ugovor vesti do pošiljanja na umetno prekinitev, te napotnice ne bo izdal. Se pa lahko organizira, da bo za take primere ga nadomeščal nekdo drug in bo sestra avtomatično preusmerila potem to pacientko v sosednjo ambulanto, to boste pa tam napravili. Tako da stvar organizacije je tista, ki take stvari lahko rešuje, kadar so te stvari v manjšini. Ko se pa razcvetijo, tako kot je na Hrvaškem v Italiji, tam pa res potem postane težava sama dostopnost do storitev. Ker če že ne moreš priti do ginekologa, pa imaš pa še takšnega ginekologa, pa še alternative nimaš. Potem je pa potres omejeno že. Ja. Ok, super, hvala. Bi vprašal, če imate vidve še kakršenkoli komentar, da dodate, in hkrati tudi bi bila to runda za kakšno vprašanje iz publike še, potem pa, če pa ne, pa počasi zaključimo to okroglo mizo. Jaz bi samo rekla, no, da mi je v bistvu bilo fajn sodelovati, v bistvu tudi slišati mnenja strokovnjakinje oziroma pač dobiti malo bolj celostno sliko o ginekološki oskrbi in tudi govoriti o reproduktivnih pravicah širše, ker sem ravno zaradi tega, ker je toliko malo tega na voljo. Super, ja. Samo eno vprašanje za gospod doktorico. Kako je pa z mladoletnimi, kako se, do katerega leta morajo imeti, ne vem, soglasje staršev? Se pravi, do 15. leta je starš odgovoren za otroka, po 15. letu, če se izkažeš, da si opravno sposoben, lahko odgovarja sam zase. Tako da, če načeloma je neka taka siva cona med 15 leti pa med 18 leti. Zdaj, uradno mladostnik, mladoletnik ne sme imeti spolnih odnosov. Seveda, ne, vemo, da jih imajo, ne, ampak gre se za to, da presojaš, ali je ta odnos bil prisiljen oziroma prisiljeno dekle. Če gre to za sovrstnika,
se smatra, da je bilo nekje, se pravi, z obeh strani strinjanje, če pa je partner veliko let starejši, je pa lahko to prisila. Ne? In v takem primeru smo pa mi v zadregi, ker si v tistem prijaviti primer, po eni strani si dolžen prijaviti sumljiv primer, po drugi strani pa s tem zgubiš zaupanje s pacientko, ki kdaj narediš, bom rekla, korist, pa kdaj si narediš slabšo pot za naprej. Ne? Tako da so take, bom rekla, sive cone za zelo težkimi odločitvami. No? Seveda, kadar gre za zlorabo, ni dileme, ampak v takih mehkih situacijah. Ne? Moraš delati najbolj v korist pacientke. Ok, potem pa, če ni nobenih vprašanj več, bi tudi na tej točki zaključili okroglo mizo o reproduktivnih pravicah. Zahvaljujem se še enkrat vsem udeleženkam in vsem, ki ste prišli poslušati. In ja, to je to. Hvala. Hvala.